Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes bom delala novi del crime caseov. Ta bo dogodek, ki se je zgodil v Sloveniji in sicer pred 6 leti, tako če vas to zanima, nadaljujte z gledanjem. Že pol ure iščem prostor, kjer lahko snemam, ker je v eni sobi presvetlo, v eni pretemno in joj poletje, joj poletje. Aja, quick disclaimer, vem, da imam rumen make-up, ampak malo sem eksperimentirala, tudi ja. V okolici bohinjskega trikotnika, kjer so se v preteklosti izgubile sledi za številnimi pohodniki, izletniki in domačini, je pred 6 leti, dejansko je danes 6 let obletnice, izginil takrat 38-letni, danes 44 ali 45-letni Gregor Pavšič iz Žirovnice. Pogrešan je od 29.4.2012 in njegovi svojci govorijo, da je pogrešan od nekje 10. ure zjutraj. Torej, Gregor je visok 195 cm, to moram prebrati, je močnejše postave in pa krajših temnih las. Oblečen je bil v temno-sive hlače, modro jakno, obute pa je imel nizke pohodne čevlje. Imel pa je tudi nahrbtnik modre barve. Torej, to je bil opis, kak je on izgledal na dan, ki je bil pogrešan. Zdaj definitivno več ni relevantno, glede na to, da je 6 let kasneje. In tudi, če bi ga kdo srečal, ne bo isto oblečen, ampak to je bilo relevantno takrat. In pa za vse ljudi, ki ste ga mogoče videli v tistem času, da približno je tak, ki je bil oblečen. Sicer, verjamem, da se 6 let nazaj težko spomnite. Iskala sem ful dosti informacij, v bistvu, kdo je Gregor, torej o njegovem življenju, ampak ko napišeš Gregor noter in njegov priimek, prvo kot prvo najde enega pisatelja, se mi zdi, da, in pa samo članke o tem, kdaj je izginil in pač na kak način. Tako da žal nisem našla preveč o njegovi preteklosti, našla sem pa letnico rojstva in to je leto 1973. V Zgornjo Bohinjsko dolino se je odpravil 29. aprila v nedeljo. Gregor je v bistvu sprva hotel iti na pohod do Valvazorjeve koče pod Stolom, ki pa je v bistvu okoli 1 uro hoje od njegovega doma, ampak si je kasneje premislil in pač, če bi se odločil za to, da bi šel na pohod, ki je prvo mislil iti, bi mogoče še danes vedeli, kje je. Avtomobil je pustil pri gostišču Kormar, se mi zdi, da preverim, ne. Kramar, pardon, pri gostišču Kramar in se je odpravil na hojo oziroma na pohod do dobro 1 uro oddaljenega Vogarja. Njegov oče se je v bistvu isti večer pogovarjal s svojim sinom in to je bil zadnji klic, ki ga je naredil. Oziroma, tisti dan je naredil 2 klica. Sprva ga je sin klical, torej Gregor ga je klical in je rekel, da gre na Vogar. Okoli 7 večer pa ga je poklical še enkrat in je v bistvu rekel, da se sprehaja ob jezero in je rekel, da bo okoli 9. ure zvečer tudi doma. Predvidevam, da zjutraj doma, glede na to, da je njegov oče potem ob 10. klical, da je sin pogrešan. Tako da predvidevam, da je to mislil od 9. zjutraj, ne zvečer. Potem, ker ga ni bilo doma, je ata ga klical še enkrat in takrat je šla telefon takoj, klic takoj na tajnico. In kot sem rekla, v bistvu bi to zadnji pogovor, ki ga je oče imel s svojim sinom. No, kot sem rekla, ker se ni vrnil sin domov do 9. ure, je oče počakal še kakšno uro in poklical okoli 10, da je pogrešan. Klical je pač, da bi mogoče lahko preverili, kje je. In bazna postaja Vogel je zabeležila zadnji pogovor v smeri čez sredino jezera in naprej proti dolini. Takšen trikotnik je pojasnil Srečko. To je iz članka, ki ga bom spodaj seveda pustila. Gregorja so iskali vse od gorskih reševalcev, policije, prostovoljcev. Mislim, da je vse skupaj ga iskalo med 70 do 100 ljudi tam nekje. Seveda so ga iskali potem tudi zraven te številke, kot sem rekla, to je med 70 in 100, ker so ga zraven še iskali njegova družina, prijatelji, someščani, sovaščani, pardon, vas je to. Preiskali so celo jezero, v bistvu celo jezero, potapljači so bili v jezero in so ga iskali so ga s posebno toplotno kamero, ki zaznava toploto, ampak pravijo, da je bilo takrat ful toplo in da moče zaradi tega ni to najbolj delovalo. Iskali so ga s sonarjem, mislim, se tako reče. Gorski reševalci so hodili po območju, kjer je on hodil, v glavnem vse.
Naslednji dan so pa našli tudi njegov avto, kot sem rekla, je šel z avtom in ga je parkiral, kjer so v avtu našli njegovo denarnico, na zadnjem sedežu pa sta ležala priročena pošta in pa delovna knjižica. Edino, kar so našli, neko sled, sled Gregorja, je bila škatlica cigaret, kjer pač so našli DNK, ampak so dali forenziki v preiskovanje, oče pa je dal, mislim, da Vilco od sina, da bi vzeli DNK, ampak so rekli, da zaradi vremena in vsega niso mogli natančno dokazati, da je to lahko od njega, oziroma da to ni od njega. Leto pred tem, ko je on izginil, oziroma prejšnjo leto pred izginom, je Gregor bil odpuščen, teda je imel težave v življenju, izgubil je službo, delal je v kranjskem gradbincu in je ta šel v bistvu v propad. Zdaj pa bom prebrala izjavo, ki je pač izjavil njegov oče, ker potem, ko je izgubil službo, je seveda šel na zavod in se prijavil kot brezposeln. Zelo ga je potrlo, ko so ga vrgli za zavoda. Dvakrat je šel na izobraževanje in bi moral v naslednjih 2 tednih priti še enkrat. Pustil jim je vse kontakte, vendar obvestila ni dobil. Namesto tega so poslali sklep, da mu zaradi tega ne pripada več nadomestilo za brezposelnost. To je bilo pred 1 tednom. Popolnoma je znorel. Ukradli so mu več kot 3000 evrov, je povedal oče. To, ko on reče, to je bilo pred 1 tednom, mislim, da je bil 1 teden pred tem, ko je on izginil. Torej, pred 6 leti. Ok, o tem bomo govorili kasneje v teorijah, zdaj pa gremo še malo dalje. Oče in mati, vem, da oče je v glavnem iskal pomoč tudi pri jasnovicih, katerih je potem rekel, da več ne bo poslušal, ker sta mu dva dala čisto drugačne informacije. En je čutil, da je Gregor v Italiji, sicer s tem pač povedano, da še je živ. Druga jasnovidka, ki pa je bila iz Primorske, pa je rekla, opisala, da je nekje padel in da je v bistvu mrtev. Oziroma, z njenim besedami mislim, da je rekla, da ga ne bojo morali dobiti. Zdaj pa gremo na teorije. Prva teorija, o kateri bom govorila, je v bistvu, da je šel in teorija, ne vem, če obstaja ta teorija, ampak v moji glavi obstaja, da je šel in začel drugo življenje ali da je naredil samomor, kar je definitivno grozna stvar. Koliko vem, do zdaj ni dobenih sledi o njem, ne vem, kaj se je zgodilo, doben ne ve. Nikjer nisem našla kakšne podatke. V glavnem, bil je odpuščen prejšnjo leto, preden je izginil, potem pa so mu še ukradli 3000 evrov, ne vem, kak je točno bilo, ampak vzeli so mu še 3000 evrov, torej ni imel službe, ni imel denarja. Oče je rekel, da je potrt, začel je ful več hoditi v naravo. Ne vem, lahko da je to, da je izgubil še 3000 evrov, ga porinilo čez rob, zato ker dan danes je težko biti brez službe, moraš kupiti hrano, moraš nekako živeti in potem, da se ti trudiš, da bi delal in potem še to možnost izgubiš in ti vzamejo 3000 evrov in ostaneš brez vsega, je res grozno. Sicer ne morem preveč govoriti, ker jaz ne vem, kako je bilo njegovo mentalno stanje. Nisem prišla v kontakt z njegovim očetom, logično, nikjer ne v bistvu to piše ali pa njegova preteklost ali karkoli o njem, teda ne morem sklepati ničesa, ampak to je ena teorija, ki pač je dokaj realna, ker glede na to, da gledaš v Sloveniji, se prečujem zaradi mojega glasa, v Slovenija je, mislim, da kar visoko na lestvici samomorov, kar je ful žalostno, ampak to se mi zdi, da bi mogli več o tem govoriti, ker, ja. No, druga teorija je, da bi bila začela novo življenje, samo ne vem, kako je bilo njegov življenje, da to ne morem reči, ampak velikokrat se zgodi, da ljudje enostavno pobegnejo in začnejo novo življenje. Kar se mi pa zdi čudno, da bi to naredil, ker je pustil avto in pa njegovo denarnico, kar bi jo verjetno rabo in je ne bi pustil v avto. Zadnja teorija, o kateri bom govorila, pa je bohinjski trikotnik, ki je dobil ime po Bermuda Triangle, o katerem bom verjetno naredila tudi posebej video, ampak zdaj bom v bistvu samo povedala to teorijo, paranormalna teorija. Torej, kot sem rekla, je ta bohinjski trikotnik je dobil ime po Bermuda Triangle zaradi tega, ker je tam izginilo veliko ljudi, naj bi izginil tudi neki vlak, en Britanec. V glavnem, kot sem rekla, bom moče delala te videa, teda ne bom zdaj preveč o tem govorila. Ljudje verjamejo, da tam ne naj izginejo po naključju, temveč, da jih v osrčje zemlje vlečejo nadnaravne sile. Eni verjamejo, da je bilo to paranormalno,
da je s tem povezano, tako da o tem bom mogoče govorila kasneje. Lani pa spodaj napišete, kaj vi mislite, da se je zgodilo. Če imate kakršnekoli informacije, če ste ga kje videli, če ste ga videli tisti čas, še vedno lahko pokličete na policijo in to prijavite. Gospod je še vedno pogrešan, koliko vem, tako da še ni bilo zaključeno in nekdo ziher nekaj ve, kar je vedno tako žalostno in grozno pri takih primerih, kot so pogrešani ljudje, zaradi tega, ker nekdo ga je ziher videl, ali se ga ne spomni, ali noče povedati, teda ja. To je tisto, ko mene tako žalosti in jezi. Žalosti zaradi tega, ker logično moče si ga videl, pa se nisi zapomnil, ker ne si zapomniš vsakega človeka, ki ga vidiš. Tako da ja. Hvala, da ste gledali ta video, upam, da vam je bil všeč. Če hočete, da delam še več slovenskih primerov, mi to napišite spodaj. Definitivno bom posnela o slovenskih serijskih morilcih, ker meni to ful zanimivo. Kasneje pa pride tudi serijski morilci po celem svetu, ker jaz sem ful zainteresiran za take stvari. Madeleine McCann, kak je že, o njej bom naredila video, že imam vse pripravljeno, samo zdaj imam tudi čas mature in bom verjetno več teh primerov delala poleti. Če vam je všeč, lajkajte ta video, se naročite. Če sem rekla kaj narobe, se opravičujem. Ni dosti podatkov, vsi podatki, ki so enaki, tako da, če sem se kje zmotila, je lahko zaradi tega. Škoda pa, že ni več podatkov glede slovenskih pogrešenih ljudeh, ker recimo tisti, ko so pogrešani v Ameriki, v Avstraliji, bilo kje druge, je ful več. Jaz s tem nočem prizadeti dobenega, ne njegove družine, ne njega, dobenega, ki je v to vpleten, dobenega, ki se mu je zgodilo podobna stvar, ampak samo hočem pomagati, da bi našli ljudi in da bi prišli domov in da bi bili srečni in pa pač, mislim, meni je to ful zanimivo, da rada povem zgodbe še enkrat. Za vse, ki tega ne vete, ne id v Bohinj, da ne boste tudi vi izginili v bohinjskem trikotniku. Somebody's calling. What?